Tokrat smo se pri monitorju lotili preizkusa najcenejših fotoaparatov z izmenljivimi objektivi. Tukaj imamo recimo par DSLR-jev, Canon pa Nikon. Hkrati smo imeli pa tudi kar nekaj mirrorless aparatov, se pravi aparatov brez sistema zrcal oziroma prizme. Tole je konkretno Fujijev model, hkrati smo imeli pa tudi še Panasonic, Olympus in tako dalje. Zdaj, glavna stvar, kar smo opazili na tokratnem preizkusu, je, da so cene teh aparatov še nekoliko padle. Lani so bile okoli 400 evrov, letos dobimo takle SLR že za 300 evrov z osnovnim kit objektivom. To je res presenetljivo, mislim, to je res poceni. Razlike med posameznimi podjetji sicer so, ampak so bolj iz vidika, kako upravljamo in delamo z aparatom, kakovost fotografije pa povsod res dobra. Velja opozoriti, da marsikdo, ko razmišlja o takem res vstopnem modelu, da se mogoče je bolje malo gledati kakšne kompaktne aparate z večjim zoomom. Namreč pri tehle SLR-jih pa tudi pri mirrorlessih načeloma dobimo trikratni zoom. Ta ni toliko širok kot pri nekem kompaktnem modelu, hkrati ne seže toliko daleč. Se pa tukaj mogoče splača pol malo bolj investirati tudi v kakšno dodatno opremo. Priporočamo mogoče še kakšen fiksen objektiv za zraven. Tukaj imamo recimo Canonov 50-1.8, to pomeni, da ima izredno svetlo zaslonko, je idealen že za kakšno portretno fotografijo recimo. Namreč omogoča pač zajem takih bolj kreativnih portretov, kjer je ozadje nekoliko bolj zamegljeno. Hkrati tudi omogoča fotografiranje v slabših svetlobnih pogojih. Možno je recimo tudi takole recimo takale zunanja bliskavica, ki se natakne. Zdaj načeloma imajo skoraj vsi ti aparati pač takle hot shoe adapter za bliskavico in lahko take bliskavice pol odbijamo od stropa in podobno. To je recimo, če želimo fotografirati kakšne dogodke ali kaj podobnega, kjer pač je premalo svetlobe za to, kar si želimo. Na kakšne sploh mirrorless aparati pa omogočajo s pomočjo adapterjev tudi uporabo kakšnih starih analognih objektivov. Analognih v smislu, da nimajo še samodejnega ostrenja. Tole je recimo en takle 30-40 let star objektiv od podjetja Konica, ki sedaj praktično ne obstaja več. Ampak dejansko se dobi za malo denarja adapter, da lahko take stare objektive, ki jih najdemo na spletu za zelo malo denarja, jih lahko pa uporabljamo s kakšnimi mirrorless aparati. Kaj več o samem testu in tudi malo o tem, kakšno opremo se splača nabaviti nekomu, ki je že investiral v recimo tak osnovni SLR ali pa mirrorless, pa seveda v reviji Monitor.